Spoštovani predsednik Predsedstva Republike Slovenije in prvi predsednik države Slovenije ter častni občan Mestne občine Murska Sobota Milan Kučan. Spoštovani poslanke in poslanci. Spoštovana državna svetnica Jasmina Opec Vrš. Spoštovani župan Mestne občine Murska Sobota Damjan Anžel. Spoštovani podžupan Mestne občine Murska Sobota Jure Lang. Spoštovani pomurski županje in župani, spoštovani častni občan in predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič. Spoštovani predsedujoči Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja Drago Ribaš. Spoštovani častni občan Mestne občine Murska Sobota dr. Mitja Slavinec. Spoštovani svetniki in svetnice Mestne občine Murska Sobota. Spoštovani gospe in gospodje, lepo pozdravljeni in dobrodošli na slovesnosti pred dnevom samostojnosti in enotnosti in obeležitvi 35-letnice izvedbe plebiscita. Na prizorišče prihajajo praporščaki domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja. Odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo in območnih združenj Ljutomer in Murska Sobota, Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje, območnih združenj Zveze slovenskih častnikov Gornja Radgona, Ljutomer in Murska Sobota, Združenja Zveze borcev za vrednote NOB Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, Društva Generalmajster Murska Sobota in Veržej, Domoljubnega krajevnega združenja Puconci in Društva vojnih invalidov. Praporščakom poveljuje Matjaž Perša, praporščak Pomurskega pokrajinskega odbora Združenja veteranov vojne za Slovenijo. Pred 35 leti, tistega prelomnega 23. decembra, se je na plebiscitu skoraj 90% vseh volilnih upravičencev odločilo za samostojno Slovenijo. Rezultate pa so uradno razglasili 26. decembra leta 1990. Takrat se je uresničilo to, o čemer je tako dolgo sanjalo in hrepenelo naše ljudstvo.
postali smo domovina, postali smo država. K besedi vabim današnjega slavnostnega govornika, predsednika predsedstva Republike Slovenije in prvega predsednika države Slovenije, Milana Kučana. Spoštovani gospod soboški župan, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dober večer. Pred 35 leti je bila Slovenija polna vznemirljive vročice. Nestrpno smo pričakovali odločitev o enem najpomembnejših mejnikov v zgodovini Slovencev. Pričakovali smo izid plebiscita v samostojni slovenski državi. To odločitev smo izbrali kot izhod iz globoke večletne krize, v kateri je razpadala nekdanja skupna država. Želeli smo si zagotoviti prihodnost. Na referendumski glasovnici je bilo izpisano preprosto vprašanje: ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država? Zgolj da ali ne sta bila možna odgovora. Izid je poznan, da je obkrožilo prek 95% vseh volilnih upravičencev. Zakon je bil pripravljen Ta visoka podpora je bila mogoča zato, ker je bil cilj jasno postavljen, ker se je ujemal z razpoloženjem ljudi in ker je zanj odgovornost enotno prevzela vsa takratna slovenska politika. Politične stranke so pred povabilom državljanom, naj se udeležijo plebiscita, podpisale sporazum, ki je sporočal, da gre za skupen političen predlog, za katerim stoji skupen premislek o prihodnosti Slovencev in da glede tega med strankami ni razlik. Sporazum je bil podpisan potem, ko je bil takratni skupščini sprejet zakon o plebiscitu brez glasu proti. Zakon je bil pripravljen po temeljitih razpravah med predstavniki strank, ki so odražale zavedanje, kako veliko odgovornost prevzemajo s plebiscitom. Ključno je bilo vprašanje kvoruma. Ali naj bo veljaven izid referenduma, če bo za glasovala večina udeležencev glasovanja, oziroma ali naj bo veljaven, če se bo za odločila večina vseh državljanov z volilno pravico. Sprejeta je bila slednja možnost. Ta je plebiscitu dala visoko legitimnost, ki je bila pomemben argument v naših kasnejših prizadevanjih za mednarodno priznanje države. Neizmerno veselje in ponos sta zavladala pozno zvečer na dan plebiscita, ko so bili prešteti glasovi in objavljen izid glasovanja. Tudi zaupanje v politične stranke, ki so takrat zmogle zrelost za enoten nastop in za skupen prevzem odgovornosti, ne da bi si katera koli lastila zasluge za uspeh tega velikega političnega dejanja. Prvič in žal zadnjič v kratki zgodovini samostojne slovenske države. A čeprav je to izjema, je pomembna, ker je enotnost vgrajena v samo rojstvo države. Plebiscitno odločitev je bilo potrebno uveljaviti v 6 mesecih po glasovanju. Stekle so obširne in temeljite razprave o rešitvah, ki bi omogočile Sloveniji, da prevzame in vzpostavi vse državne funkcije in uveljavi polno suverenost na vsem svojem ozemlju. Pomemben del priprav, ki sta jih vodila takratno republiško predsedstvo in vlada, so bile tudi priprave za obrambo odločitve za samostojnost pred morebitnim vojaškim posegom
takrat še obstoječih oblasti federacije in njenega represivnega aparata. Breme tega dela priprav je padlo na takratno teritorijalno obrambo. Na oboroženo silo torej, ki se je v Sloveniji dodobra zakorenila na tradiciji partizanskega vojskovanja že od časa od vojaške intervencije Varšavskega pakta na Češkem leta 1968. Možnost, da bo prišlo do poskusov preprečitve uresničitve plebiscitne odločitve z oboroženo intervencijo enot jugoslovanskih armad se je žal uresničila. Poznan je tudi izid. Z uspešnim odporom teritorijalne obrambe in takratne milice je bila v 10-dnevni vojni agresija zaustavljena. Poseg mednarodne skupnosti in pogajanja o prekinitvi vojnih aktivnosti ter končno tudi o umiku enot jugoslovanske armade iz Slovenije so odprli pot mirnemu nadaljevanju življenja samostojne slovenske države in polne odgovornosti za njeno prihodnost. Naj posebej poudarim, da Slovenija ni želela do samostojnosti z orožjem. Želela je uresničiti svojo odločitev mirno, v dogovoru z drugimi republikami nekdanje skupne države. Žal, naši napori za mirno razorožitev niso bili nerazumljeni in nesprejeti. Vojna proti Sloveniji se je potem razširila na Hrvaško in proti Bosni in Hercegovini, kjer so spopadi dobili tragična razsežja, katerih posledice niso odpravljene vse do danes. Možnost za nadaljevanje vojn kot sredstva za reševanje nerešenih mednacionalnih odnosov žal še vedno obstaja. Tudi zaradi vpliva vojn, ki divjajo v naši neposredni bližini, v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu v Gazi. Mirne poti za reševanje tamkajšnjih napetosti so bile zavrnjene, izbrana je bila vojna. Vi, spoštovani veterani teritorijalne obrambe, udeleženci vojne za Slovenijo in utemeljitelji Slovenske vojske, zelo dobro veste, kaj je vojna in kakšne strahote in zločine prinaša s seboj, vse do etničnega čiščenja in genocida. Svojo izkušnjo imate vso moralno pravico, da dvignete svoj glas proti vojni, da se postavite za mir. Iztekla se je tudi 80. obletnica konca druge svetovne vojne. Njeni udeleženci so na ruševinah človečnosti, ki jih je povzročila svojo tragično izkušnjo, po zmagi spremenili v zahtevo: nikoli več. Nikoli več vojne. Nažalost, je ni plemenitejše zahteve, ki si je zavezalo človeštvo, a hkrati tudi zaveze, ki bi bila tolikokrat izdana in izigrana, kot je prav ta. Pravkar smo priče dvema velikima izdajama v naši neposredni bližini. Verjamem, da bi udeleženci te največje vojne v zgodovini človeštva danes ponovili to zahtevo. Zahtevali bi, da se je treba upreti vsiljeni podobi, po kateri je v svetu, kakršen je danes, med mirom in vojno mogoče izbrati zgolj vojno. In v imenu te izbire nadaljevati spopade v Ukrajini, podpirati genocid v Gazi, kopičiti najbolj smrtonosna orožja, usodna tudi za obstoj življenja na planetu, zapostavljati napore za trajnostno prihodnost in zeleni prehod, molče opazovati zločinsko teptanje človekovega dostojanstva in pravic, žrtvovati socialno državo ter pristati na razgradnji ustanov, ki si jih je človeštvo na izkušnjah vojne zgradilo zato, da bi ohranjalo mir in preprečevalo vojne kot načina urejanja sporov med državami. Spoštovani, tudi mi se ne smemo pustiti ustrahovati z govoricami o naši nenehni ogroženosti. Ne smemo sprejeti vojne kot načina našega življenja. Temu se moramo upreti tudi zaradi izkušnje vojne za Slovenijo. Če popustimo, smo izgubili bitko za lastno človečnost. Dolžni smo se upreti razčlovečenju sveta, ki ga prek avtokratskih vladavin vsiljuje predvsem interesi oboroževalnih industrij. Ne smemo dopustiti,
da bi pristali na lastno razčlovečenje. Ta se začne z brezbrižnostjo ob televizijskih ekranih, na katerih nam vsak dan znova prikazujejo podhranjene in ranjene otroke, brez otroštva, prazno strmeče oči starih ljudi, ki so izgubili vse, ruševine nekdanjih domov, reke beguncev in roke živih mrličev, ki prosijo za košček kruha in požirek vode. V trenutku brezbrižnosti postanemo sokrivci. Ne smemo se navaditi na te slike kot na običajni del našega vsakdana. Zato ponovim, upirajmo se pohodom na poljane zločina in smrti, upirajmo se nameram, da bi v strelske jarke posilali naše otroke, tudi z javno besedo, z zahtevo, da se spori rešujejo po diplomatskih poteh, z mehko močjo, s protesti, s podpisovanjem deklaracij in zahtevami, naslovljenimi na naše domače in evropske politike, naj vendarle dajejo prednost iskanju poti do blaginje in mirne prihodnosti namesto dajanja našega denarja za kopičenje orožja, namenjenega uničevanju. Evropa danes ni povsem taka, kakršne smo se veselili ob vstopu v Evropsko unijo, kot obljubljeno deželo demokratičnih vrednot in spoštovanja človekovih pravic. O tem je nedavno v Dobrovniku govoril general Lipič. Med temi pravicami imajo posebno mesto pravice manjšin. Ne brez razloga. Nacionalne manjšine so v Evropi zgodovinska danost. Skoraj da je ni države, ki bi znotraj svojih meja ob večinskem narodu imela tudi manjši del pripadnikov sosednjih narodov. V preteklosti so manjšine uživale različno usodo. Bile so most med državami in narodi, vez med njihovimi kulturami, pogosto pa tudi sredstvo sporov in celo oboroženih spopadanj. Takšna je naša izkušnja, tudi z Madžarsko. Jedro varovanja pravic manjšin je človeška solidarnost. Solidarnost je tudi odgovornost, ne le na strani demokratične večine, da manjšini zagotovi tak položaj, enakopraven položaj in pravice, ampak tudi manjšine, ki tak položaj in pravice uživa, da ravna v skladu z namenom takšne zaščite, da je ne zlorablja. Tako kot se je to nedavno zgodilo v Soboški pokrajinski in študijski knjižnici s predlogom, ki izziva razdor in nacionalne delitve. Vendar za Evropo, kot je želimo, še ni prepozno. Potrebujemo pa zato mir. Zahtevajmo ga. Sem spoštovani realist. Vem, v kakšnem volčjem svetu živimo. Bilo bi neodgovorno, če ne bi poskrbeli za svojo varnost in obrambo in se zanašali pri tem na druge. Prezgodaj je še, da bi lahko rekli z Bogom orožje. Pa vendar, to ne sme biti naša osrednja misel. Zavedam se, da taka naša drža ne bo spremenila sedanje miselnosti vladajočih politikov v svetu in v Evropi, ki večinoma niso nikoli izkusili gorja vojne. A šteje vsak korak. Verjeti moramo, da bodo ti koraki nekoč prerasli v pohod množic, ki bodo rekle dovolj je. Ne počnite tega v našem imenu. Zato nimate našega mandata. Ne morejo nas vseh preprosto preslišati. Zato vztrajajmo. S tem pozivom vam čestitam ob bližnjem državnem prazniku, želim vam vesele praznike in mirno novo leto. Spomnimo se ob tem tovarišev in prijateljev in vseh, ki so jim vojne vzele življenje. Odšli so, pozabili pa so za seboj zapreti vrata. Skozi ta vrata se vračata spomin in dolžnost nas živih, da njihova žrtev ne bo pozabljena. Hvala lepa in lep večer. Praporščaki bodo sedaj zapustili prizorišče.
kulturnem programu bodo sodelovali dijakinje in dijaki Gimnazije Murska Sobota pod mentorstvom magistrice Sonje Žilavec-Nemec in magistra Tomija Vušinovskega. Na severovzhodu te male domovine je mesto, kjer sem bil nekoč doma. Nad njim so nizke gozdnate planine in dobra volja vedrega neba. Tam so vse hiše starega spomina in kodr ozke ulice gredo, ne manjka krčem in ne zmanjka vina in ne ljudi, ki ga pijo. Tam je še reka, s trdnimi mostovi in skritimi zelenimi potmi, za pol razprtimi zidovi in toliko zaljubljenih oči. In tam je park in v ribniku labodi in dolg kostanjev drevored, ki nekam tja v predmestje vodi, kjer se prične in neha drugi svet. Moje mesto, vedno del bo mojega sveta, moje mesto. Na tujem, kjer so ljubšimi večeri od utrudljivih jutranjih skrbi, a tukaj dan z enako mero merim kot hitri beg ljubezenskih noči. Ker ko prebiram blažene spomine dekliških sanj in deškega srca, vem, da sem bil, da sem in da bom doma na severovzhodu te male domovine. Vsakdo ima svojo vas, svoje mesto, svojo domovino, mahen kozmos, kjer je prvič zagledal beli dan, zaslišal materino govorico, se iskal in najdeval v okolju. Vstop na svet in izhodišče v svet je domovina. Skoraj da vsakdo si zaželi večnega počitka v domovini. Domovina torej pomeni tudi duhovni svet, v katerega se rodimo. Je prostor, ki so ga kultivirale mnoge predhodne generacije. So spomini, to je dediščina, živ stik med ljudmi, ki dobro v srcu mislimo.
Drevo slovenstva raste 1000 let in zdaj prišla je velika pomlad, ko odcvetel je hrepenenja cvet in že zori svobode zlati sad. Sad, ki zori, ni dar bogatih tal in sončnih dni in blagega dežja. Iz upanja pognal je sredi skal in rastel iz skrbi in iz gorja. In zdaj zori in milostljivi čas je med sinovi našega rodu vseh dob in let in dni določil nas za zadnjo stražo svetega sadu, da ga z drevesa tisočletnih nad še zadnji hip nam ne ukrade tat. Jaz vem za deželo prelepo slovi, vsakdor jo poznajo, visoko časti. Slovensko deželo jaz mislih imam, nikdar je visoko, do čislat ne znam. Zatorej resnično povem, zatorej resnično povem, slovenski deželi enake ne vem, slovenski deželi enake ne vem. Tej lepi deželi jaz mirno živim, pošteno s prijatelji se veselim, pošteno veselje povsod je doma, Slovenci povsod so veselega srca. Zatorej resnično povem, zatorej resnično povem, slovenski deželi enake ne vem, slovenski deželi enake ne vem. Nekoč, v davnih časih, ko še ni bilo dostopnih toliko medijskih informacij, so bili prazniki skoraj edina možnost, da so se ljudje lahko spomnili na kakšne pomembne dogodke iz svoje preteklosti, ki pa nosijo pomembno sporočilo in poduk tudi za prihodnost. Tudi danes naj bi bili prazniki več kot le dnevi prostega časa. Predstavljali naj bi vrednote, ki nas povezujejo v narod. Ena izmed takšnih vrednot je tudi slovenska samostojnost in enotnost, čemur je posvečen tudi praznik, dan samostojnosti in enotnosti, ki ga vsako leto praznujemo 26. decembra. Samostojno državo smo si izborili in sedaj jo imamo. V njej si delimo dobro in slabo. V njej si delimo dvojino, po kateri se ločimo od veliko drugih jezikov sveta. V njej si delimo vršace in žitna polja, v njej si delimo Savo, Sočo, Muro, Dravo in Kolpo. Pa Prešerna, Trubarja, Cankarja, Jančarja. Pa Ivano Kobilco, Jamo in Groharja, Plečnika pa Mikija Mustra. Pa Logarsko dolino, Pohorje in Gorensko, Prekmurje in Štajersko.
Delimo si naše skupne skrbi in velika športna veselja. Znamo biti skupaj in si pomagati. Zato pa je država, da združi rod slovenščine cele in tiste, ki v srcu dobro mislimo. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo veš. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Ne le svetloba, ki je ne znam opisati. Ne obliva me kot sonce, ki mi je potemnilo kožo. Jasno vidim, jasen dan. Dotika se me, hvaležen sem. Čez nekaj časa bo vse izginilo in ne bom se spomnil, če se zdaj ne opomnim. Mogoče bom potem znal, vedel, da ni le svetloba. Šele ko manjka, lahko rečeš, kaj je bilo. Trd kruh za človeka, dober kvas za pesem, vesele drobtine za ptiče. Celo popoldne so v rahli buri ti ptiči kar čivkali in sence dreves so plesale po taktu glasbe tako prisotne, kot da na svetu nikoli ni ničesar drugega.
Zelena trava, zelena drevesa, zelena pot, vse je zeleno. In bela mačka, ki gre na sprehod proti vasi, brezbrižno, počasi, kot da je za vso to pomlad zeleno, čisto, čisto vseeno. Le še enkrat mi zapoj, pisani ptič o svoji dragi, ki na vetru valovi se v bistri vodi gizdali. Samo še enkrat mi zapoj, pisani ptič o moji dragi, ki so jo božali objemi, tvoje pesmi skoz megli, vsako noč vse do dne. Še enkrat mi povej, tulpika bela v temni vodi, da vsak tvoj cvet se krasoti za vse dneve in noči, za vse drage, ki jih več ni. Naša
Skozi življenja mnogih ljudi greš. Kaj puščaš za sabo? Je brazda v rodovitni njivi ali le izginula sled roke, ki je skušala zadržati nemirno reko? Je plamen izpuhteli v dim? Bela črta, ki za nekaj trenutkov ukradenih večnosti preseka nebo? Kaj daš, ko stopaš njihova življenja? Kaj vzameš? Kaj vzameš?
Na svetu smo že milijone let zmetali v veter nešteto besed. In vsak, kdor se na svet rodi, od zibelke do groba govori besede. Porabi milijarde besedi. Nič čudnega, če se nam kdaj zazdi, da smo si že vse povedali. Razen tistih najbolj pravih reči, ki se sploh ne dajo povedati. Vrtijo se vojna in blagostanja, pa mirni časi, pa nova klanja, pa nove besede, pa nove laži, pa novi in novi govorniki. Namesto resnice, beseda zanjo. Namesto ljubezni, beseda zanjo. Se mar da z besedo nasititi sestradane ljudi? Se mar da z besedo obvezati rano, ki krvavi? Na svetu smo že milijone let, nabralo se nam je preveč besed, a najboljše so zamolčane. Prav malo se da povedati z besedami. In kaj so ti milijoni let? Navaden kabaret. Navaden kabaret obrabljenih besed. Čas bo zacelil svet, čas bo pomlajšal ta planet, in ko naju ne bo, ostalo bo rožnato nebo. Čas bo ohranil good look, vzel bo v usta vrsta hrup, in ko naju ne bo, ostala bo duša, ne telo. Potovanja od misli do misli, od mesta do mesta, ta dolga cesta. Pričakovanja od tebe do mene, od mene do tebe. Noči brez spanja in dnevi čakanja in zrno upanja, iskanja drugih načinov za isto početje, srčno vnetje. Čas bo zacelil svet, čas bo pomlajšal ta planet, in ko naju ne bo, ostalo bo rožnato nebo. Čas bo ohranil good look, vzel bo v usta vrsta hrup, in ko naju ne bo, ostala bo duša, ne telo. Srčno vnetje. Čas bo zacelil svet, čas bo pomlajšal ta planet, in ko naju ne bo, ostalo bo rožnato nebo. Čas bo ohranil good look, vzel bo v usta vrsta hrup, in ko naju ne bo, ostala bo duša, ne telo. Čas bo rekel stop, čas je še za en krog, čas je še za en krog.
Treba je mnogo preprostih besed, kakor kruh, ljubezen, dobrota, da ne bi slepi v temi na križpoti zašli z pravega pota. Treba je mnogo tišine, tišine zunaj in znotraj nas, da bi slišali glas, tihi, plahi, pojamajoči glas golobov, mravelj, ljudi, src in njih bolečine, sredi krivic in vojska, sredi vsega tega, kar ni ne kruh, ljubezen in ne dobrota. Tišine, tišine, srca samo naj merijo čas, kažejo pota. Moj ljubi potuje s klavirjem na vlaku, brez zadnje postaje. V daljavo z njim note bežijo, želijo še v druge si kraje. Moj ljubi verjame, da veter zapomni si vse melodije, raznosi jih, kakor je treba, najlepšo pa zame kje skrije. Moj ljubi ve dobro, da vzamem si pesem na mestu zlatnika, saj moje srce se napolni z lepoto, ki vseh se dotika. Moj ljubi me čakal bo zadnji, svetlobi na koncu obzorja, kjer nota razpeta so jadra v glasbi neskončnega morja. Čez 1000 let, ko naju več ne bo, bo spet prav tak večer, kot je nocoj. Na modrem nebu, dalen in svetal. Spet kot nocoj bo Orion sijal. Zeleni hrast, ki pošumeva v noč, takrat prastaro temno bo drevo. Šumel bo v vetru kot teman spomin na ta večer, ko stala sva pod njim. Skoz mrak bo trepetala istih zvezd srebrna luč. Le mladi par, ki se bo tu takrat objel, bo drug. Prav kot nocoj, v pomladni mrak sijal bo Orion. In prav tako, kot jaz morda, bo rekla deklica. Kako je daleč, kako je lep, kako blešči se njegovih 7 zvezd. Čez 1000 let, ko naju ne bo več, na nebu Orion sijal bo še. Poljubi me za 1000 dolgih let, kot v mlad par se bo poljubil spet. Ljudje, prižgimo luč, naj luč na ceste sija. Iz oken vsake hiše, najprej k dežel in mej, srebrno cesto riše, da bomo šli po njej. Prižgimo luč, ljudje, naj luč na ceste sija. Ljudje, prižgimo luč, naj luč na ceste sija, za otroke naše male. Ko njihov bo ta svet, naj vrtim bo, ne skale, kot bil milijonje let. Prižgimo luč, ljudje, naj luč na ceste sija. Ljudje, prižgimo luč, naj luč na ceste sija. Prižgimo jo vsi hkrati, po celem svetu hkrati.
da bodo, kdo ve odkot, utrujeni soldati domov spet našli pot. Prižgimo luč, ljudje, po celem svetu hkrati. Ljudje, prižgimo luč po celem svetu hkrati. Naj sveti, kdo ve kam, saj kdaj že plamen sveče, pokaže pot do sreče človeku, ki je sam. Prižgimo luč, ljudje, po celem svetu hkrati. Prižgimo luč, ljudje. Spoštovani, s programom današnje slovesnosti smo prišli do trenutka, ko bodo predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij z območja celotnega Pomurja podpisali aneks k sporazumu o ustanovitvi regijske koordinacije in medse sprejeli društvo Primorci in Istrani v Prekmurju kot polnopravno članico koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja. Pomurska koordinacija bo od današnjega podpisa uradno vključevala 21 domoljubnih in veteranskih organizacij. Praporščaki teh organizacij so se nam danes že predstavili, sedaj pa na oder k podpisu pripravljenega aneksa k dogovoru o ustanovitvi koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja vabim Draga Ribaša, predsednika Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje s pododbori, uprave za notranje zadeve Murska Sobota ter postaj Milic Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota in predsedujočega Pomurski koordinaciji v letošnjem letu. Alojza Filipiča, predsednika pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki ga sestavljajo območna združenja veteranov vojne za Slovenijo, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota. Jožeta Roškarja, regijskega koordinatorja Zveze slovenskih častnikov, ki jo sestavljajo območna združenja slovenskih častnikov Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota. Janja Prajnerja, predsednika pokrajinskega sveta Zveze borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, ki ga sestavljajo združenja borcev za vrednote NOB Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota. Marjana Fariča, ki zastopa društva Generalmajster Pomurju in sicer Prleško društvo generala majstra Ljutomer, Prekmursko društvo generala majstra Črenšovci, Prekmursko društvo Generalmajster Murska Sobota in društvo Generalmajster Veržej. Roberta Kovsa, predsednika Društva vojnih invalidov Pomurja. Jožefa Rituperja, predsedujočega domoljubnemu krajevnemu združenju Puconci. Marjana Šiftarja, predsednika uprave ustanove dr. Šiftarjeva fundacija. In Natašo Tomšič, predsednico društva Primorci in Istrani v Prekmurju.
Na ravni države je koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije ustanovljena leta 2008, natančneje 16. septembra, nekaj dni pred Svetovnim dnevom miru, ko je bil podpisan dogovor o sodelovanju med domoljubnimi in veteranskimi organizacijami, ki delujejo v javnem interesu na področju veteranstva, obrambe, ohranjanja vrednot boja za lastno državo in narodovo samoohranitev, razvijanja domoljubja in rodoljubnih tradicij ter si prizadevajo za ohranitev miru in sožitja med narodi. Na ravni države ta koordinacija deluje že polnih 17 let in predstavlja svojevrstno domoljubno povezavo. Pomurska koordinacija je formalno začela delovati s podpisom sporazuma o ustanovitvi regijske koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja v Ljutomeru 25. aprila 2019. Sporazum je zasnovan po zgledu sporazuma na državni ravni. Z aneksom, podpisanim 24. maja 2024, se je k 19 organizacijam pridružila še ustanova dr. Šiftarjeva fundacija. Koordinacija si izhajajoč iz skupnih ciljev prizadeva za usklajevanje aktivnosti članic pri ohranjanju in uveljavljanju domoljubja in domoljubnih vrednot, negovanju spomina na prelomne dogodke novejše slovenske zgodovine, ki so prispevali k graditvi slovenske državnosti. Vse do osamosvojitve Republike Slovenije ter pri enotnem nastopu v javnosti, ko se to neposredno nanaša na skupno delovanje veteranskih ali domoljubnih organizacij v Pomurju. Pod okriljem ali v organizaciji pomurske koordinacije je do sedaj nastalo preko 20 knjižnih del. Še obsežnejši pa je opus, če k temu prištejemo samostojno izdajanje posameznih društev. Letos v organizaciji poteka že 8. javni literarni natečaj Spominska obeležja pripovedujejo. Medtem ko je natečaj v Vanekovem ogračeku talentov ustanove dr. Šiftarjeva fundacija že pri številki 14. V obeh sodelujejo učenci iz osnovnih šol in dijaki srednjih šol v Pomurju. V javnosti se sodelovanje znotraj koordinacije v Pomurju posebej kaže skozi skupno sodelovanje praporščakov in zastavonoš na slovesnostih. Spoštovane in spoštovani, s podpisi aneksa so predsedniki domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja medse sprejeli tudi Društvo Primorcev in Istranov v Prekmurju kot polnopravno, enakovredno in avtonomno članico. Ob tem, ko se pripravljajo za sklepni fototermin, jim lahko počasi čestitamo in zaželimo dobro sodelovanje. In seveda uspešno uresničevanje skupnega poslanstva.
Še enkrat seveda iskrene čestitke in uspešno sodelovanje v prihodnosti. Današnjemu slavnostnemu govorniku bi se želeli zahvaliti z nedavno izdanim zbornikom Občina Murska Sobota v soju osamosvojitvene vojne. Zbornik bosta vročila Drago Ribaš, predsednik Policijskega veteranskega združenja za Pomurje, in Ivan Smodiš, predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo. Spoštovani, s tem je današnja slovesnost končana. V imenu župana Mestne občine Murska Sobota, Damjana Anželja, vas prijazno vabim na druženje v preddverje. Lepe praznike in srečno!